V Gornji Radgoni so na slovesen način položili temeljni kamen ob pričetku gradnje večnamenske športne dvorane ob osnovni šoli. Leta bo zadovoljevala standarde in normative šolskega športa, hkrati pa bo nudila izvrstne pogoje za izvajanje številnih športnih panog. Z izgradnjo, ki se bo pričela 22. junija, izvajalec del je GDO, Gradnja, Dom, Okolje, DO, se bodo uresničile želje športnikov številnih generacij v tem obmejnem mestu. V sklop izgradnje nove večnamenske športne dvorane, katere površina bo skorajda 1500 kvadratnih metrov, je vključena tudi rekonstrukcija obstoječe šolske telovadnice. Na predstavitvi projekta je Stanislav Rojko o veliki in pomembni investiciji lokalne skupnosti povedal. To je tisto, kar danes nekako zapiramo in rečemo, zasadili bomo lopate in pričeli graditi. Investicijo, ki bo v naslednjih 2 letih, upam, končana, ki bo vredna 4,5 milijone, saj taka je približna ocena vrednosti del, ker dokončne še nimamo. Vemo samo za gradbeni del, koliko bo stal, ne vemo, koliko bo stala notranja oprema, ta trenutek ne vemo, na kak način bomo potem dokončno, ko bo dvorana stala, izvedli tudi okolico samega prostora, kjer bo stala nova dvorana in na kak način bo pozneje še mora biti kaj rečeno, si predstavljamo tudi preurediti sedanjo šolsko telovadnico v nekaj drugega, kot je danes. Občina je poleg lastnih finančnih sredstev v proračunih dodatno pridobila nepovratna sredstva Ekosklada in Fundacije za šport, medtem ko je zaradi izrednih interventnih ukrepov razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport bil razveljavljen in pričakujejo ponovitev razpisa in s tem dodatna sredstva. Dinamika izvedbe je predvidena v 2 fazah. Prva faza izgradnje naj bi se končala meseca junija prihodnjega leta, druga z rekonstrukcijo obstoječe telovadnice pa leto kasneje, junija 2022. Nova športna dvorana, ki bo na tribunah nudila prostor 530 obiskovalcem, bo izredna pridobitev za učenke in učence osnovne šole Gornja Radgona, kar je izpostavil Dejan Kokol, ravnatelj šole. Dogodek, katerega bomo dočakali danes in seveda s ponedeljkom, ko bomo tudi praktično pričeli s samo izgradnjo, je tako velik, da enostavno je to nekaj, kar bo ogromno prispevalo v dobrobit naših učencev, naših zaposlenih in seveda celotne širše lokalne skupnosti. Dolgoletna prizadevanja lokalne skupnosti za tovrsten športni objekt so kulminirala s podpisom gradbene pogodbe o izgradnji in položitvijo temeljnega kamna. Ob robu dogodka Stanislav Rojko, župan občine Gornja Radgona, o tem, kaj je bilo odločilno za realizacijo. Odločilno je bilo v bistvu to, da preprosto nismo smeli več čakati. Mladi, ki so prihajali in odhajali iz našega mesta, so rekli, danes potrebujemo to, kljub temu, da nikoli ni denarja dovolj, kljub temu, da bomo del te dvorane finančno morali pokriti z dolgoročnim zadolževanjem, smo rekli, ja, zdaj je pravi trenutek, želimo dvigniti nivo šolskega športnega pouka, želimo dvigniti nivo športa v naši občini, imamo izjemno dobro ponudbo športov oziroma prostorov za šport na prostem, imamo pa zelo slabo ponudbo tega, kar je pokrito in tu smo morali narediti nek rez. Okrog so torej že kar v celem Pomurju občine, ki so manjše od nas in imajo velike ali pa podobne športne dvorane, kot jo mi komaj zdaj gradimo. Kljub temu, da je nekdanja skupna občina Gornja Radgona nekaj takih dvoran že gradila, je danes občina z 8500 prebivalci, z 2 velikima osnovnima šolama ostala brez takega športnega objekta in nedvomno si ga zaslužimo. Imamo pa tudi to velikansko prednost, da so na eni strani zaradi bližine državne meje in pa bližine velikih turističnih kapacitet v Radencih naši športni objekti izjemno dobro zasedeni. Tudi takrat, ko jih domačini ne uporabljamo. Torej, k nam prihajajo v goste tudi eminentni nogometni in drugi klubi, ki želijo pri nas užiti na eni strani prostor Slovenskih goric, obmurskega prostora in uporabiti te čudovite športne objekte. Jaz se nadejam, da bo tudi ta del športne dvorane tak. In pa še ena stvar, mi nismo imeli prostora, pa ga zdaj pridobivamo, izvesti velikega dogodka, ki bi bil pod streho, zlasti takrat, ko je slabo vreme. Tukaj pridobivamo prostor, ko vendarle lahko izvedemo dogodek, kjer lahko pod streho spravimo 1000 in več ljudi in imamo tudi kakšne take dogodke, kot jih v mestu Gornja Radgona zaslužimo. Do zdaj smo to počeli pod milim nebom in seveda jaz se spomnim enega dogodka na robu
državne meje v Kotu, kjer je bil nekoč domoval Kompas, smo imeli čudovit glasbeni večer, pa nam ga je na polovici presekala nevihta in smo ga morali ponoviti. Naša glasbena šola ga je izvedla, pa nas je bilo 1000, morda celo več, da je lahko na varnejši način tudi pripravimo kaj takega. Spremljajoči kulturni program so svojimi nastopi popestrili učenke in učenci iz učitelji osnovne šole in glasbene šole Gornja Radgona. Besede župana ob tem, ko želje postajajo resničnost, ta temeljni kamen je zaveza za včeraj in jutri.